je gibanje. Ples je stik s samim seboj. Ples je način izražanja samega sebe, pravi Robert Goreta, ki kljub težki naglušnosti že od leta 2011 navdušeno pleše salso. Aprila je svojo soplesalko Ingrid v sodelovanju s plesno šolo Cubana Ljubljana pripravil navdušujoč plesni projekt Corazon, ko ples navdihne dušo. Na idejo za plesni projekt Corazon sem prišel pred približno letom dni, ko sem spet imel probleme s sluhom, sluh se mi je poslabšal in kljub temu, da v tem trenutku ne slišim glasbe in vse, kar imam pravzaprav, kar se tiče, da sledim glasbi, je to, da čutim vibracijo. In potem sem nekako prišel na idejo, zakaj ne bi svojim primerom pokazal, da pravzaprav tudi, če imaš takšne drugačne težave s sluhom, da lahko kljub temu plešeš salso, kizombo, bachato, katerikoli ples. Ja, pozdravljeni. Moje ime je Ingrid, plešem salso približno 3 leta. Z Robertom sva pričela sodelovati, ko je objavil objavo na spletni strani, da potrebuje soplesalko, potem sem se javila in tako je prišlo do sodelovanja. Sigurno je izziv plesati z Robertom, ker on ne sliši, je naglušen, zato mora soplesalka mu dejansko na nek način pokazati oziroma dati ritem, ker on ne sliši seveda glasbe. In na začetku sploh nismo opazili, da je bil kaj drugačen kot ostali. Tako da šele po nekaj časa je to omenil in smo na nek način tudi malo z njim intenzivneje delali znotraj navadnega programa, ki je Robert najboljši dokaz, da nobenih ovir ni v tem, da nekoga naučimo plesati. Imam izkušnjo, kako je, ko plešeš in slišiš glasbo, in imam izkušnjo, kako je, ko ne slišiš glasbe in vseeno plešeš. Res je veliko lažje plesati, če slišiš glasbo, ker lažje se prepustiš samemu ritmu in veliko lažje slediš ne samo glasbi, temveč tudi soplesalki. Zdaj, ples je neko veselje gibanja, ki je ponavadi za vsakega od nas vezano na glasbo. Seveda, za Roberta je ta glasba manj oprijemljiva in se mora zanašati na plesalko in na nek interni ritem, ki mu ga daje neko ali štetje ali bitje in tako naprej. Jaz sem se koreografije lotil tako, da sem hotel narediti še nekaj avtentičnega, da je kubansko, da odraža to veselje do življenja, da je ta vesela kubanska salsa. Hkrati pa Robertu dati čim več pomoči v plesalki Ingrid. Skratka, da je Ingrid tudi tista, ki mu daje na nek način ritem, da plesalka v bistvu ima vlogo in zapeljive ženske in hkrati neke ure, ki plesalcu skozi oznanja, kakšen je ritem. Goreta po uspešnem prvem nastopu že načrtuje nove nastope, saj je prepričan, da se lahko ravno s plesom najbolje izrazi. Ples pomeni to, da kljub temu, če določenih stvari morda ne slišiš, lahko izražiš samega sebe še na drugačen način. Kajti, ko plešemo, ni potrebno nič govoriti, vse povemo, kar povemo s svojim telesom, povemo s svojim gibom.